Mogoče na Agencijo za okolje. Tisti, ki jih je zalilo, se morda ob vsakem novem dežju bojijo, da morda bo spet kakšno neurje, nalivi in tako naprej. Je za pričakovati, da bo še kaj takega letos, drugo leto? Se moramo navaditi naprimer na tako, kot na Floridi, ki se pripravlja na Katrine in take stvari, tudi mi? Teh napovedi seveda ne morem podati danes in za naprej. Verjetnost, da bo prišlo do poplav, je velika. Vsako leto večja. Podnebne spremembe so tukaj, opažamo jih vsi. Zrak, topli zrak seveda, ki se meša s hladnim zrakom, ravno nad našimi kraji prihaja vsako leto in vedno več je padavin. Seveda, kaj naj rečem, težko je napovedati za naprej, lahko pa predvidevamo, da poplav bo vedno več. Še vas mogoče Rdeči križ, morda kakšna prihaja ljudje po pomoč, če mogoče še kaj poveste glede tega? Hvala lepa za vprašanje. Priložnost bi vendarle izkoristil, da bi se zahvalil Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki je tudi to akcijo skoordinirala imenitno in dala, če rečem v navednicah, priložnost ekipam prve pomoči Rdečega križa, možnost, da dokažejo, kako aktivno smo se vključili. Kot je Poven že omenil, je pri nas sodelovalo nekaj več kot 500 prostovoljcev in kar se nam zdi zelo pomembno je to, da smo imeli v mestih zunaj poplavnih področij ekipe prve pomoči v pripravljenosti. Vse te naše ekipe prve pomoči so seveda občutile, kako dobro je, če je akcija dobro vodena z enega mesta. Jaz bom izkoristil še in v 30 sekundah povedal, koliko smo do zdaj mi zabeležili. Pomoč smo do zdaj dodelili 448 družinam, število družin upravičenih do finančne pomoči socialno ogroženih je 273, po grobih ocenah bi potrebovali 700 do 800 tisoč evrov pomoči, kar je izjemno velika številka in ko smo preračunavali, smo ugotovili, da to niti ni na posamezno družino tako velika številka. No, tudi mi smo imeli pri tem delu seveda stroške, imeli smo na stand-byju kamion, razvažali smo in tudi s kombijem. In še podatek, takoj v soboto smo odprli transakcijski račun, kjer se je znova izkazala kar velika solidarnost državljank in državljanov Slovenije, da takrat, ko vidijo s pomočjo medijev, tudi razumejo. Torej vsi tisti kolegi novinarji in kolegice novinarji, ki ste bili na terenu kot kolega, je videl, je razumel in je potem tudi situacijo videl v drugačni luči. Zbrali smo do danes nekaj več kot 30 tisoč evrov. Koncert, ki smo ga imeli v soboto, smo namenili poplavljencem in smo do tega trenutka imamo podatek, da je približno 15 tisoč evrov zbranih. Kar me še posebej veseli, je tudi dejstvo, da se veliko podjetij odloča in ponuja pomoč. Danes ob 11 imamo en tak primer, da ne bom delal reklamo, kjer bomo dobili približno podpisali pogodbo za 25 pralnih strojev in 25 hranilnikov. Akcijo vodimo tako, kot se vodi, v skladu s sodelovanjem območnih združenj. Izjemno se je vključilo 10 območnih združenj od 4, kjer so še tudi bile poplave, pa pričakujemo številke. Kar je pomembno pri tej zadevi in kar rad poudarim je, da so naše ekipe prve pomoči dobro izurjene, da ob prvi pomoči znajo tudi zaščititi dostojanstvo vsakega prosilca, kajti kot sami veste, naše prebivalke in prebivalci res težko potrkajo na vrata in prosijo za pomoč in tudi tukaj poskušamo zaščititi tiste, ki to zaščito potrebujejo. Navsezadnje smo s posebnim programom vpeljali tudi tečaj psihosocialne pomoči. Včasih je seveda zelo dobro tudi prva beseda. Sam sem bil v delegaciji v Suhi krajini, ker je veliko kolegov vaših, pa mislim, da noben tukaj ne sedi, povprašalo tamkajšnje občane, ali mislite, da je ta obisk te delegacije prišel prepozno. Ti odgovori so me presenetili. Veliko ljudi je odgovorilo, kaj pa pravzaprav v tistih velikih vodah naj bi kdo narobe naredil.
dobro pomagal. Pomembno je bilo, da smo imeli občutek, da v nesreči nismo sami. In tukaj bi se sestrski organizaciji, če temu tako lahko rečem, gasilcem, policiji in vsem ostalim res zahvalil. Mi smo bili samo sopotniki, smo svoje delo po naših ocenah ob pomoči vseh kolegov, večjih in močnejših in bolje opremljenih, tudi dobro opravili. Hvala lepa za vprašanje.